Hvala vsem, ker ste se odzvali na naše vabilo in prišli na naša predstavišča naših stališč, torej stališč svetniške skupine Slovenske demokratske stranke v Mestne občine Ljubljana. Govorili bomo o gospe Urški Heglar, jednem pozivu, mislim o informaciji, da je danes bila podana pogodba v primeru v zvezi z posli, ko jih je opravila v času, ko je bila direktorica stanovanjskega sklada. V Mestni občini Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića se problemi ne rešujejo. Mi to opažamo kot kopičenje problemov na vseh področjih in torej svetnice in svetniki SDS-a na vsaki seji opozarjamo na nepravilnosti, domnevne nezakonitosti, katere kot svetniška skupina v naših ekspertnih krogih detaljno raziskujemo in lahko povemo, da so sumi zelo utemeljeni. Na neustrezne in nedomišljene odločitve, ki jih sprejema občina, vendar župan Janković in njegova močeča večina prepričujejo razpravo. To je dejstvo, neizpodbitno dejstvo, ki jim v času sklicov izrednih sej omogoča 106. člen Poslovnika in žal se ga poslušujejo in s tem onemogočajo javnosti, da bi v celoti do konca zvedla za resnico, ki bi želeli pred Ljubljano razgrniti v dobrobit nadaljnjega razvoja mesta. Mestna občina Ljubljana vlada demokratični deficit. Svetnikom severne besede, vse odločitve se odvijajo v kabinetu in pa župana Zorana Jankovića. Problemov je vsak dan več. Župan Janković je v zelo resnih problemih. 27. septembra 2012 je več kot 120 policistov in kriminalistov MPU-a iz različnih policijskih uprav na območju Ljubljane izvedlo 23 hišnih preiskav zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Mudili so se pri družini Janković in prostorih Mestne občine Ljubljana, ker so preiskovali projekt Stolice. Zadržali so 6 oseb. Nacionalni preiskovalni urad je po akciji dejal, da se preiskave nanašajo na nepravilnosti pri preučitvi in izvedbi gradnje športnega objekta Stožica. Predmet preiskave je bilo ugotavljanje zakonitosti finančnih tokov v višini več 10 milijonov evrov. Na izredni poziv svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, da naj župan gospod Zoran Janković odstopi, je posmehljivo odgovoril na to omen. Kasneje smo izvedeli, da dokument avstrijskega trgovca Supernova MTK razkriva posilo 2,5 milijona evrov kot posilo podjetja Vida. Jankovićove finančnice gospe Jadranke Dakić. Ta je posilo prodala Greku, kot veste, leta pa ga je nakazal na Ciprsko banko. Danes je bila objavljena informacija, da naj bi MPU podal kazensko ovadbo zoper nekdanje odgovorno osebo občinskega sklada. Po naših informacijah gre za gospod Urško Heglar, za katero je ljubljanski župan Janković dejal, da je svojo funkcijo direktorice sklada opravljala izjemno odgovorno. Ovadili so jo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Ljubljanski stanovanjski sklad je leta 2006 sklenil pogodbo o svetovanju in posredovanju pri nakupu stanovanj s podjetjem Segost AZ iz Lichtensteina. Omenjeno podjetje naj bi bilo lastniško povezano s podjetjem ANSPC, s katerim je stanovanjski sklad še pred izgradnjo stanovanj podpisal pogodbo za nakup okvirno 300 stanovanj v Celovških dvorih. Odgovorni podjetju Segost ANSPC so zanikali, da bi se materialno koristili. Preiskovalci pravijo, da je odgovorna oseba občinskega sklada, torej gospa Heglarjeva, pogodbo o posredovanju in svetovanju pri nakupu stanovanj sklenila in vedela, da pogodbenih dogovorenih storitev ta družba oziroma ne bo sposobna opraviti. Po mnenju MPU je občinski sklad oškodoval za Mestno občino Ljubljana za okoli 650 tisoč evrov, kolikor je družba
iz Liechtensteina prejela na podlagi fiktivne pogodbe o posredovanju in svetovanju v leti 2008. Zaradi napeljevanja k storitvi navedenega kaznivega dejanja so preiskovalci NPU povadili tudi takratnega direktora gospodarske družbe iz Ljubljane, ki je bila investitor in prodajalec stanovanj, ki jih je občinski sklad kupil v leti 2007 in 2008. Ljubljanski župan gospod Zoran Janković je avgusta dejal, da so vprašanja, ali je nekdanja šefica mestnega stanovanjskega sklada Urška Hegler s podpisom pogodbe o liechtensteinskim podjetjem ravnala napačno, brezpredmetna. Ob tem je dodal, da absolutno stoji za njo, brez kakršnih koli dvomov. Svojo funkcijo po njegovih besedah popravlja izjemno odgovorno. Ko je informacija o pogodbi avgusta prišla v javnosti, gospa Hegler dejala, da se glede svetovalne pogodbe ne čuti odgovorno. Ker se gospa Urška Hegler ne čuti odgovorno, jo bomo po odgovornosti pozvali v SDS mestnemu odboru, svetniška skupina v mestnem svetu, pozivamo jo, da ne budemo odstopi kot direktorica mestne uprave. Koliko ne bo odstopila, pozivamo župana Zorana Jankovića, da jo razreši. Kolikor gospa Hegler ne bo odstopila in kolikor je ne bo zamenjal niti župan Janković, potem bomo v SDS zahtevali izredno sejo mestnega sveta, kjer bomo razpravljali odgovornosti vodstva mestne občine Ljubljana. Kot kaže, je skoraj da celotno vodstvo mestne občine Ljubljana v resnih predkazenskih postopkih in to ni sprejemljivo. To bi bil uvod, torej izvolite, če se še vprašanje. Barbara Vašič, VOP-TV. Mene zanima, kakšno je vaše mnenje, je gospa Hegler še vedno primerna za vodenje mestne občine? Kakšno je vaše mnenje? Vaše mnenje, če je gospa Urška Hegler še vedno primerna za vodenje občinske uprave? Se pravi, v zvezi z vodstvom občinske uprave. Rečemo tako, občinska uprava je za to afero, ki se ne poglablja, tako rekoč obglavljala. Sum kaznivega dejanja je zelo jasen, zelo očiten in ni bilo strani gospe Urške Hegler niti podana neka obramba, s katero bi vsaj toliko prepričljivo odgovorila o nekem racionalnem zaledju, ki bi jo v bistvu napeljevalo k podpisu takšne pogodbe. Ampak je rekla, jaz takšne pogodbe danes ne bi podpisala. Glede tega domnevamo, da Urška Hegler mora odstopiti. To je v bistvu zaradi njenega dejanja in suma njenega dejanja je tako rekoč mestna uprava pod velikim pritiskom. In tudi izjava gospe Urške Heglerjeve, da je nedolžna v tej zadevi, ima svoj smisel prav v tem, da odstopi. S tem bo bistveno lažje obranila integritete sebe kot nedolžne osebe in preusmerila preiskavo na tiste, ki dejansko potem stojijo za tem podpisom te pogodbe. Torej, kakšni bojo vaši nadaljnji ukrepi, da ste šli do konca? Kako ste? Kakšni bojo vaši nadaljnji ukrepi v primeru? Torej, naši nadaljnji ukrepi so sklic izredne seje in natančna predstavitev vseh dejstev. Še kakšno vprašanje? Torej, seznanitev javnosti, vsekakor seznanitev javnosti, tako da bo javnost detaljno informirana o vseh dejstvih, ki so prisotni v tem sumu. Še Petar. Petar, sem nekaj stvari imel vprašanje v zvezi z zapisnikom sestanka med MOL-om in vlado. Pač govori, SDS je dopolne predstavil svoje stališče, da gre za različne dokumente. Pa me zanima, če tudi vi v svetniški skupini menite, da je ljubljanska občina privilegirana v primerjavi z ostalimi. Zagotovo. Ljubljanska občina je privilegirana, že način dogovarjanja in dostopa do vladnih prostorov je zelo neprimeren v trenutku, ko v Sloveniji bijemo hudo bitko za postavitev lokalne samouprave in ko vlada v Sloveniji tako huda kriza. To se pravi, v tem kontekstu mislimo, da je ta zadeva zelo nehigienična in v bistvu bi rekel, da je odziv občin, ki so se do zdaj odzvali, zelo pravičen in domnevamo, da to zadevo moramo pripeljati do konca.